Lepo pozdravljene, drage zavetnice, lepe besede in ostali naključneži. Znova dobrodošli v besedi tedna. Kaj dobimo, ko združimo močno politično ambicijo in obsedenost s spolnostjo drugih? Dobimo posebno vrsto politika. To je spolitik, naša nova beseda tedna. Spolitik se v svojem političnem delovanju skorajda izključno ukvarja s spolom, spolno usmerjenostjo in tudi samo spolnostjo drugih. Sam je ponavadi moškega spola, med podporniki na shodih, ki jih redno organizira, pa ima tako ženske kot moške. Kdo ves čas svari pred koncem sveta, ki naj bi nastopil ob morebitni razširitvi nabora pravic istospolno usmerjenih? Spolitik. Kdo namesto argumentov, ki jih navaja predstavnica nasprotne politične opcije, raje komentira dolžino njenega krila? Spet spolitik. Kot nekakšen stranski učinek preučevanja fenomena spolitike na Slovenskem, pa smo jezikoljubi opazili, da so poimenovanja, s katerimi označujemo različne spolne usmerjenosti, lahko zelo koristna tudi pri iskanju poimenovanj za različna politična nagnjenja. Na primer, ko nekdo na državnozborskih volitvah voli Levico, na lokalnih pa Jankovića, rečemo, da je bipolitičen. Če je nekdo bil v mladosti zapriseženi komunist, danes pa je morda celo veliki vodja slovenske desnice, rečemo, da je transpolitičen. Ko nek politik ves čas poziva k dialogu, za vsako ceno poskuša pihati na dušo tako levim kot desnim, večino časa pa preživlja na Instagramu, rečemo, da je politično fluiden. Družini, v kateri oče, mama, sin in hčerka volijo različne stranke, rečemo heteropolitična družina. V družini, kjer so vsi člani nagnjeni k podpiranju iste politične opcije, pa rečemo homopolitična družina. In kdo je ta, ki se tako zelo boji homoseksualcev, na drugi strani pa zanimivo naravnost obožuje homopolitične družine? Tudi to je spolitik, naša tokratna beseda tedna. Fušek lipov imamo kle, lahko se pogledate, hiter se, oj hiter se, hiter se, subskraj, bate!